Če bi morala v svojem življenju skozi vsa ta leta dati kakšne pomembne menike, kaj mislite, da so tisti, ki so vaju najbolj zaznamovali? Si reči, če pa se to ne bi zgodilo, bi bilo pa vse drugače. Kaj so recimo tisti, ki vaju najbolj spominjajo? Zdaj po mene gledaš. Kar dej. A lahko? Veš da. Ja, starejši, kle imajo starejši prednost. Starejši imamo prednost, ja. Ja, definitivno leto 2002, ne. Sestre in Evrovizija. Hvala lepa. Ki ni spremenila življenja in pogleda na svet samo nam, ampak tudi širši javnosti. Se mi zdi, da je bila takrat družba bistveno bolj strpna do raznolikosti in lep je občutek, takrat sploh ne razmišljaš, da si premaknil nek mejnik, pa da si doprinesel neki boljšemu, lepšemu svetu. Zdaj pa prav poboža dušo, ko dobiš od mlajših kako lepo sporočilo, pa da jim je pesem všeč, pa da so se zaljubili na to pesem, ali pa celo poročili. Tako da definitivno čarobno leto 2002. Jaz imam samo ljubezen v svoji poročni playlisti. Super. A je playlista že narejena? Ja, pa obleko imam že zbrano, pa vem, kdo bo kuhal. Ja, vse. Vse vemo, rabo samo še denar, pa da imamo legalno 200 ljudi na poroki, ne? Dovolilnico za veliko druženje. Prav, tvoj velik menik še čakamo, ali bi verjetno so tudi otroci tukaj? Ne, veš da. Ne veš kaj, v bistvu leto 2000, ko sem spoznala mojega Jureta, takrat sem bila stara 17 let in on je bil moj prvi fant in bila sva si največja in najbolj silovita ljubezen na prvi pogled. Sicer sva bila takrat skupaj sam par mesecev, pa ne vem, zakaj sva šla na razen, ampak je bilo že tako prav, no. In potem se 9 let nisva videla in potem sva se spet videla in zamontirala in naredila 2 otroka in definitivno, no, pač glede na to, da imam družino in da mi družina res ogromno pomeni, je to, da sem njega spoznala eden izmed ključnih mejnikov, drug bi bil to, da se mi je prvi otrok rodil, ko res življenje nič več ni bilo tako, kot je nekoč bilo. Res se ti vse na glavo postav. Vse. Pol, ko se mi je ta drug otrok rodil, ko je še hujše vse prišlo. Ampak vse seveda na boljš. Takrat sem tudi potem doživela eno izgorelost. To je bila tudi v bistvu ena v resnici zelo dobra izkušnja. Moram tudi reči, da vse najhujše, najtežje izkušnje v svojem življenju sem v resnici za njih, ampak čisto zares najbolj hvaležna, ker zaradi njih zdaj čutim bolj to stabilnost. Pa bi rekla še, da je takrat leto 2016, ko se mi je Jonatan rodil, takrat sem začela tudi študirati, sicer sem potem veliko mene pavze imela vmes, ampak začela študirati scenaristiko pa filmsko režijo in imam občutek, da zdaj sem pa v resnici na pravi poti. Tako da, zato.